Ura je mičken čez 5 zjutraj in zdajle bom prvič v lifeu letel z avionom. Torej, meni se zdi, da sem ti dolžen eno pojasnilo. Danes sem na svoji prvi mednarodni solo predstavitvi kot atmosferc in čisto slučajno se ta pač dogaja na Ibizi. Mislim, ni slučajno, pa ti povem, za kjer avto se gre, ampak detajli. Nisem si mislil, da bom letos še kaj kratke hlače novco. Torej, tukaj bomo 3 dni. Dan smo prišli, pa imamo zdaj par ur frej. Jutri je ta glaven dogodek, po jutrišnjem bomo šli pa praktično tako izjutri nazaj proti Sloveniji. In jaz zdaj le gruntam, kako bo sploh ta video izgledal. Veš, kaj bomo naredili? Zdaj, ko imamo malo lufta, bomo šli kar spotet po Ibizi. Pa zdaj, ko gremo dol, ti loše povem, zaradi katerega avta smo tla. V bistvu 2 avtov. Seat nam bo jutri predstavil faceliftano Ibizo in Arono. Ibiza 100% veš, kater je. Arona je pa njihov tam malo crossover. Tako da, tu bo kar zanimivo. Torej, tule je naš hotel, ki je čist prač fancy, ampak spredi je parkiran pa en zelo poseben avto. Tule je Seat Ibiza prve generacije, ki je že sam po sebi zelo poseben avto, ampak tale je pa še mičken bolj. Verjetno se sprašuješ, zakaj? Ibiza prve generacije nikoli ni imela cabrio verzije. Tule je koncepten avto izpred 35 let nazaj. Se mi zdi, da si tale zadeva zasluži poseb video, tako da zdaj pejmo pa kar naprej kar spotati. Pač Ibiza je itak znana kot party avto, tako da bi tukaj res pričakoval kakšne hude avte, ampak po drugi strani smo pa mi tukaj izven sezone. V realnosti se mi zdi, da ima ta avto dober shitbox potencial. Če me kaj spremljaš na Instagramu, pol ti bo jasen, zakaj je tole v videu. Če ti pa ni, ja, pol me pa pofollowi na Instagramu, a ne? Kaj je tu fucking Hyundai Trajet, stari moj? Ne vem, jaz imam tak soft spot za Hyundai in pač Trajet je bil aktualen avto, ki sem jaz odraščal. Stari, ampak tle imajo res zanimive avte. Kia Shuma, ki je v bistvu pa neznana kot Sofia. Tole je tako, kar mythical shitbox, drugače. Mislim, se ne vem, bodo Španci kaj jezni, če jaz snemam njihove avte. Kaj je sploh ta zadeva? Slam, ne vem, zgleda kot nek čuden Fiat Combo, kak Fiat Combo? Opel Combo, stari. Dobro, tale je sicer videl že lepše dneve, ampak po drugi strani so pa praktično vsi slovenski že iz cest, tako da cool spot. Tale bo pa za ljubitelje kombijev. Tole sicer zgleda kot Renault Master in sej tehnično gledano je, ampak v resnici je pa Nissan. Ne v 400, tako v Sloveniji je ful redka zadeva. Pa lej ga, tamle je še Audi A2. Moram priznati, da sem se bal, da ne bom najdel zadosti zanimivih avtov, ampak zdaj je pa v bistvu tok, da se mi zdi, da bo tale video tako ultra kaotičen. Mislim, lej, tukaj je Berton Astra, zraven imaš pa, kaj je tole, Samurai LG, fuck, Vitara je. Stari, pa skoraj sem se zaletel v Focus CC-ja. Pozab fešte na Ibizi, stari, zakaj ne bi raje šel gledati teh zanimivih razvalin, ki jih imajo po ulicah? Vsakič, ko grem v tujo državo, mi je ful zanimivo videti njihovo avtomobilsko kulturo. In glede na to, ko vidim zdajle, moram reči, da imajo na Ibizi kar dober okus. I mean, look at this. Tak, zanimiv spek. Zdaj pa ima pa počas nazaj, ko bo že cajt za večerjo. What are the feedbacks for the cars? Good? Ja, dobro jutro, ne? Letos sem doživel eno kopico momentov, ki so absolutno surreal in je tale pogled je kar eden izmed teh. V glavnem, danes je dan D. Danes se dogaja praktično vse, zaradi česar smo sem prišli. Torej, tiskovna konferenca, testne vožnje, kosil. V glavnem, vzel te bom sabo, zaradi tega, ker jaz si tudi zdaj sploh ne morem predstavljati, kako bo to izgledalo. Zdaj pa moramo iti, ker sem že mičken pozen. Moram pa priznati, da kljub temu, da se veselim novih avtov, še posebej Ibiza, mi bo veliko bolj fascinanten sam postopek tega dogodka. Samo spet zgubim mandat. V bistvu tole je zame en ogromen dan. Sem tako šele pred kratkim opazil, kako dejansko obožujem morje. Moja misija zdaj je za atmosferce narediti en story set pa en reel. Tako da sem kot loto. V bistvu še nisem sedel pri facelift Ibizi, tako da težko primerjam, ampak tale ima je eno kupico izboljšav, vključno s telimi bucket zici. Glede na urnik je pa zdaj cajt za testne vožnje.
Ibice na Ibici. Tu moram priznati, da so se kar dobro spomnili. Pač ni taka klasična rdeča, ampak skoraj mičken že vleče na pinki. Ne vem, meni osebno je ful všeč. Ampak Augsburg bi pa lahko bil ta prav. Torej, jaz imam ful srečo, da na tej poti nisem sam, ampak sem tudi v ful dobri družbi, ki mi malo pomaga, da se nisem na vsakem koraku zgubil. Tole je Blaž. Živijo. Tole je Metka. Živijo. Lej, kva smo najdeli. Sem mislil, da je Fičo ali pa Fiat, ampak v resnici Seat 600. Tole je pa zadeva, ki nisem vedel, da obstaja. Torej, zdaj, ko furam tole Ibico, moram reči, da si težko predstavljam avto, ki je bolj primeren za tale otok, še posebej v teli farbi. 150 konj, tole je najbolj športna verzija, ampak zadeva ima samo mičken več kot 1 tono. Ni Fiesta, ampak po drugi strani pa sem vesel, da se tile mali avti še zmer delajo. Zdajle se vozimo ob cesti in sem opazil en ful poseben avto. Tale sicer ni najlepše hranjena, ampak vseeno je nekaj ful posebenega. Tole zgleda kot Fiat Panda, ampak v resnici je Seat. Preden je Seat kupil Volkswagen, je Seat v bistvu naredil ene par avtov po Fiatovi licenci, vključno s tole, pa z unim Seatom 600, ki smo ga videli prejle. V Sloveniji so tile avti absurdno redki. Evo, zdaj nam je preostala pa še Arona, ne? Imeli smo pa na izbiro 2 različna motorja, 115 pa 150 konjski, ampak 150 konjskega smo imeli že v Ibici, tako da smo si izbrali tistega tešvohenga. Tule je tudi taka zanimiva barva, ampak ona na Ibici se mi je dosti bolj dopadla. Imamo zdajle še mičken photoshoota. Prvič v lifeu vidim Evoque kabriolet. Pa še vojaško-zelene barve. Pač kjer kombo, Evo, testnih voženj je konc, mi bomo zdaj pa počakali na minibus, pa gremo nazaj do hotela. Ej, stari, jaz sem nujno mogel iti pod tuš, takrat sem pa kar uničen. Dolg dan je bil. 3 ugotovitve z moje prve mednarodne predstavitve. 1. Jaz sem ugotovil, da ful rad letim, ker si ne bi kul mislil. Pred prvim letom sem bil sicer mičken nervozen, ampak takoj, ko je bil avion v zraku, sem pa noro užival. 2. Znamke imajo očitno ful hud budget za te zadeve, ker pač meni je tole absolutno noro. Pa 3. Na Ibici je abnormalno veliko zanimivih avtov in iskreno, če naj bi zdajle bil tukaj bi jih verjetno še šel iskat. Če hočeš več takih videov, pa stisni subscribe, čeprav tale se mi zdi, da je bil nadpovprečno kaotičen. Ful ti hvala, ko si pogledal do konca.